kriptovalute padajo. Je to nova priložnost za nakupe? Se je ta padec zgodil na račun novega kvantnega čipa, ki bi lahko predstavljal grožnjo kriptu? Vse to bomo razkrivali v tokratni epizodi, poleg tega pa še kako švicarski politiki spoznavajo Bitcoin in blockchain in koga je Trump imenoval za kriptocarja. Zanimivo bo, dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Po dolgotrajnem naraščanju cene Bitcoin doživlja padec, saj je izgubil 7% vrednosti od svojega letnega vrha. Analitiki pojasnjujejo, da gre za običajen popravek zaradi množičnega unovčevanja dobičkov, kar je povzročilo širši prodajni pritisk na celotnem trgu. Trenutno se Bitcoin giba v rangu od 90 do 100 tisoč, kar tudi malček negativno vpliva na altcoine. Tržni analitiki vidijo trenutni padec kot priložnost za konsolidacijo in pripravo na morebitno rast do 120 tisoč. Ether je padel na 3600, medtem ko so nekateri altcoini, kot je Gala, izgubili več kot 20% vrednosti. Kljub temu nekateri menijo, da bi ta popravek lahko vodil do bolj stabilnega trga in novih priložnosti za rast. No, morda je k temu padcu prispevala tudi naslednja novica. Pojdimo dalje. Google je predstavil nov kvantni čip, imenovan Willow, ki je sposoben rešiti zapletene probleme v le nekaj minutah, medtem ko bi superračunalniki za to potrebovali več milijard let. Čip uporablja napredne metode za korekcijo napak, kar je velik korak v razvoju kvantnega računalništva. Čeprav nekateri opozarjajo na dolgoročno grožnjo kvantnih računalnikov za kriptošifriranje, trenutni napredek tega še ne omogoča. Willow ima le 105 kvantnih bitov, medtem ko bi bilo za dešifriranje Bitcoin omrežja potrebnih več milijonov kvantnih bitov. Strokovnjaki pravijo, da je kljub vsemu nujno razviti zaščitne mehanizme za kriptografske protokole, saj je kvantno računalništvo na dolgi rok velik preboj za tehnologijo. Kaj pa vi menite, bi lahko ta tehnologija ogrozila kripto? Napišite spodaj. Če so ti naše novice všeč, nam daj všeček, komentiraj spodaj in vsekakor ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš naslednje epizode. V Brnu so člani švicarskega parlamenta prejeli praktičen uvod v Bitcoin in blockchain tehnologijo. Dogodek, ki ga je organizirala švicarska blockchain federacija, je poudaril strateški pomen teh tehnologij za Švico, ki zaostaja v razvoju kljub močnemu začetku z zakonodajo DLT iz leta 2021. Udeleženci so spoznali, kako delujejo kriptodenarnice in sodelovali v simulacijah transakcij, kjer so ugotovili, da je sledljivost transakcij velika, kar zmanjšuje možnosti za pranje denarja. Poudarjena je bila tudi potreba po vzpostavitvi nacionalnega stabilnega kovanca. Švicarska blockchain federacija meni, da je treba nujno povečati politično zavedanje o potencialu kriptovalut za ohranitev konkurenčnosti države. Zagotovo bi morali to izvesti tudi pri nas. Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je imenoval Davida Saxa, nekdanjega direktorja PayPala, za glavnega svetovalca za umetno inteligenco in kriptovalute. Trump je naznanil, da bo Sax delal na oblikovanju jasne pravne ureditve za kriptoindustrijo, da bi ta lahko cvetela v ZDA. Sax je znan kot zagovornik kriptovalut in Trumpov podpornik, njegovo imenovanje pa izraža osredotočenost Trumpove ekipe na razvoj teh tehnologij. Poleg kriptovalut bo Sax pomagal oblikovati strategije za preprečevanje cenzure velikih tehnoloških podjetij in vodil predsedniški svet za znanost in tehnologijo. Trumpova podpora kriptu je del njegove širše vizije, da ZDA postanejo globalno središče za kriptovalute. Očitno Trump drži svojo besedo. Hvala vam za pozornost in ne se nam pozabiti pridružiti v naslednji epizodi.